Luka Piškorič can predict the future. It's time for new economy. Torej, Luka, danes imate sogovornika, voditelja, moderatorja okrogle mize, izkoristite njegovo znanje, njegove povezave in čim več sprašujte tudi sogovornike in sogovornike. Samo coworkingu pravi, delodajalci bi to morali razumeti, sosedova trava je vedno zelena, naj delavci spustijo nanje, se bodo že vrnili. Izvolite. Hvala za ta uvod. Pa bom prosil še za vir s Twitterja, ker tega ne poznam. Kdo je to rekel? Me res zanima. Skratka, veliko veselje mi je, da lahko pozdravim vse vas tukaj in pa seveda moje sogovornike. Od desne naprej, asistent magistra Blaž Zupan, asistent na katedri za podjetništvo Ekonomske fakultete v Ljubljani, podjetniški svetovalec, trener, serijski podjetnik, med drugim tudi ustanovitelj podjetja Optiprint, ene super rešitve tudi za tiskanje, ki je tudi seveda v coworking prostorih nadvse uporabna in v kreativnem centru Poligon uporabljeno. Jurij Lozič, industrijski oblikovalec. Jurij je znan potem po svojem projektu Muzgat, skratka blatniku za kolesa. Zbral je finančna sredstva s pomočjo crowdfundinga oziroma množičnega financiranja na platformi Kickstarter, zagnal svoje Muzgat podjetje in danes mislim, da mu kar uspešno zadeve laufajo. Je pa ben tudi soustanovitelj kreativne cone Šiška, enega prvih coworking prostorov pri nas in prebivalec kreativnega centra Poligon coworking prostora. Eva Perčič, neodvisna raziskovalka, ki se ukvarja z novimi ekonomijami in kreativnimi skupnostmi, soustanoviteljca iniciative Slovenija Coworking, Slovenija Crowdfunding, kreativnega centra Poligon, moja sodelavka. Potem imamo tukaj Ireno Kuntarič-Hribar, ki je podsekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje. In pa Ajden Cerar, urbani sociolog, dela na regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, konkretno v regionalnem centru za kreativne ekonomije, kjer se osredotoča na spodbujanje kreativne urbane regeneracije in sodelovanje s kreativnimi skupnostmi, sodeluje v marsikaterem projektu s kreativci in seveda tudi v vlogi uradnika regionalne razvojne agencije skrbi tudi, da so določeni projekti financirani in podprti strani agencije. Skratka, veliko veselje mi je, da lahko danes govorimo o coworkingu, predvsem pa o priložnostih, ki dejansko ponuja. Skratka, najprej bi morda Evo prosil kot raziskovalko tega področja sam za eno kratko predstavitev, v bistvu, kaj coworking je, kaj so nove ekonomije in zakaj sploh lahko govorimo o nekih priložnostih, ki jih coworking ponuja pri raziskovanju teh novih priložnosti ekonomij. Jaz to področje zdaj raziskujem zadnjih 10 let in ko sem začela spoznavam to polje dejansko nekaj pravi terminologije, sploh še ni bilo. In zdaj smo nekako na fazi, da se tudi še vedno lovi, kaj vse pod tem dežnikom sploh je in na kakšen način se zadeve poimenujejo. Že v angleščini imamo v bistvu probleme sploh, da bi dobili neke enoznačne termine. Ker se, recimo, po eni strani, da ti uporabljaš besedo nove ekonomije, včasih se temu govori o sharing economy, to se pravi ekonomije souporabe ali pa alternativne ekonomije ali pa solidarnostne ekonomije. Ko probamo to aplicirati na določene te konkretne koncepte in vam padejo in pridejo noter, tako da se mi zdi, da tukaj je v bistvu neka znanstvena refleksija zelo pomembna in se bo ustvarila s časom. Mi smo pa vedno, smo začeli upeljevati termin coworkinga, pa pač prakso coworkinga ali pa potem kasneje crowdfundinga, so na nas predvsem mediji pritiskali, da je treba to posloveniti. Pri crowdfundingu nismo imeli takih problemov, smo rekli, da to ne bi bilo množično financiranje in se kar dobro obnese, predtem je bilo v slovenščini v rabi množicanje, ki smo se mu mi nekako odrekali, proti temu, da je po eni strani simpatičen, je problem tega, da lahko preveč asocira na žicanje, kar pa to ni, ker dejansko ljudje dobijo nekaj v zameno. Pri coworkingu smo pa imeli večje težave, zaradi tega, ker so recimo prav novinarji že takoj začeli pisati, ja, to je pa sodelovanje in to so pa sodelovalne platforme. In jaz se s tem ne strinjam. In smo po tem razmišljali in smo vedeli termin sodela, ki ima potencial vse predpostavljanje sodelovanja, ampak sodelo kot tako pa pomeni samo to, da recimo mi vsi lahko pridemo in delamo recimo pri nas ali pa kje drugi v kakšnem drugem coworking prostoru in pač lahko delamo mesec, 2, 3 skupaj
In vse, kar vemo, ne vem, kdaj si bomo, ne vem, izmenjali neko idejo ali pa bomo spoznali, recimo, ne vem, kaj ti delaš ali pa, ne vem, kaj Juri dela. In sčasoma pride do tega, da recimo, ne vem, potem dobiš en projekt pa rečeš, wow, ful dober, ne vem, ajde, ti si ekspert, ne vem, za kreativne ekonomije, pa bi bil lahko pri tej raziskavi z nami skupaj delal, ne. Tako da v bistvu se mi zdi, da včasih je pritisk sploh v Sloveniji, da se prehitro prevaja termine in potem se začnejo površinsko uporabljati, ne. Da jaz sem pa temu previdna, pa najprej čakamo, pa probamo popisovati, kaj se dogaja, potem pa imenovati. Tako da za zdaj mi imamo še ene take celostne raziskave, ki bi sploh obstajale, ali pa dve terminološkega slovarja. Ampak bi rekla sem tako, nove ekonomije so reakcija na obstoječe, recimo stare ekonomske modele, ki se v bistvu spremembo tega dela, spremembo izmenjav z omogočenjem, ne vem, s potencialom, ki je prinašal družbenimi mediji, ponujajo neke nove priložnosti, se lahko povezujemo na drugačen način, lahko delamo mogoče drugačne stvari, kot bi lahko delali, ne vem, 15 let nazaj. Blaž, ti delaš kot na fakulteti, obenem mentoriraš ogromno nekih startupov, pomagaš študentom nekako resničevati njihove ideje, sodeluješ tudi z Zavodom Mladi podjetnik, poznaš koncept coworkinga, kakšna je tvoja izkušnja? Koncept coworkinga poznam zdaj skozi nekaj let, kar se pri nas razvija, odkar spremljam, pa tudi kar sem videl na Poligonu, kar sem videl, da Zavod Mladi podjetnik počne, pa še nekaj drugih iniciativ je. Moja izkušnja je vsekakor, da omogoča neke sorte avtentičnost pri tem, kako se ljudje, ki so tam noter, odzivajo na okolje, pa kako se delujejo en z drugim. Je sicer to neko nadaljevanje logično, kakor jaz to meni zdi, delovnega okolja, ki ga imajo velike firme. Sej Google ali pa tudi mi v firmi imamo do neke mere tudi neki coworking, tam so to vsi ljudje, ki so zaposleni pač v eni firmi, ampak delajo na različnih projektih in potem sodelujejo tako kot ti se strokovnjak za to, treba nekaj skupaj narediti. Tako da jaz to v resnici vidim kot eno precej logično nadaljevanje tega, kako so že velike firme strukturirale svoje delovno okolje, pa potem se to prenese v kreativno industrijo oziroma v ljudi, ki so pač samo zaposleni pri nas rečemo. In vsekakor mislim, da to je ena od oblik dela, ki bo ostala. Rezultati so, kot pri nas, projekti, ki iz tega uspešno izhajajo, vsekakor kažejo na to, da to ni nekaj, kar bo šlo v pozabo. Je pa tako, kot je pač Eva rekla, ne moramo časa pustiti čas, da vidimo, kaj iz tega bo ratelj in koliko resnično to spremenil način dela, ker vedno, če gledamo recimo število ljudi, ki so samo zaposleni v Sloveniji, kljub pojavu tovrstnih oblik dela se bistveno ne spremenja. Tako da je kakšnega hujšega vpliva na to, da bi zdaj več ljudi delali na tak način, ali pa da bi več ljudi bilo samo zaposlenih ni. Kljub temu po svetu jih je takih prostorov okoli 3000. To je velika rast, to letno je 100% rast, tako da po mojem zasluži projekti, po mojem 4000, 5000, po mojem 4000. Mogoče ti kot poznavalc nekih podpornih okolij, ki pomagajo seveda ljudem razvijati ideje, kako lahko recimo naredimo eno distinkcijo oziroma primerjavo z podjetniškimi inkubatorji, z tehnološkimi parki in tako naprej? To so komplementarne zadeve. Tehnološki park, inkubator, prostori za coworking, to jaz razumem kot nekaj, kar sobiva, nekaj, kar pomaga recimo pri tem, da nekdo, ki še nima podjetja, ima idejo, ki bi želel razvijati, išče ljudi, gre najprej v coworking prostor, ko ugotovi, da zadeva preraste v okvire nekega dela za računalnikom, pa dela, kjer rabaš v resnici nek svoj prostor za shranjevanje nekih stvari, se lahko preseliš v inkubator, v pisarno, kjer dobiš malo več specializirane strokovne podpore, tehnološki park je pa naslednja stopnica, ko zadeva preraste recimo okvire bootstrappinga, pa gre v nekaj, kjer žičeš investicije, pa kar ima pa nek svetovni potencial. Če gre za tehnološki koncept. Če gre, tako. Absolutno, če gre za knowledge-based, service-based koncept, je to tudi coworking prostori lahko so adekvatno. Juri, ti si razvijal produkt, vloga coworkinga pri tem, kako ti je pomagal, oziroma kako si se sploh odločil, da nastane kreativna cona Šiška? Čisto se pravnega razloga, ker oblikovalci v bistvu smo malo podvrženi temu, da delamo sami in ponovati po nekih nočenih prostorih, lastnih pisarnah ali pa doma ali tako. In ugotoviš slej ali prej, da v bistvu na ta način ne prideš prav daleč ali pa treba, težje je priti do informacije. Če se družiš v takem prostoru skupaj dela, tudi na različnih projektih, je tudi zaradi tega pretoka informacij pa feedbacka koncev
ti procesi oblikovalski hitreje stečejo in zato smo mi odprli to kreativno cono. Kaj bi pisal pri tvojem projektu, recimo, kako se bi razvijal? Muzikal, ki je zdaj tvoja služba? Ja, je pa definitivno me je veliko vlogo, coworking, zato ker dejansko nisem vedel vseh razsežnosti tazga projekta, ne poslovne poti tazga financiranja, tazga produkta. In pač sem jaz pomočil vseh vrst, sem tudi bilo pletena, je to nekako rata. Ajden, ti dobro poznaš področje kreativnih industrij, oziroma kreativnih ekonomij, kot spet ta terminološki moment. Imamo tukaj malo, ampak skratka, govorimo skratka o enem področju, ki združuje različne ustvarjalce različnih področij. Lahko bi rekel, da je skupaj imenovalec to, da se znanje, uporablja znanje, se ga komercializira, pomaga razvijati neke ideje, izpraviti na trg, lahko so to storitve, lahko so to produkti, lahko so neke čist družbene inovacije in tako naprej. Zelo dobro poznaš, recimo, kaj se s tem dogaja recimo v Evropi, poznaš situacijo pri nas. Kaj lahko rečeš glede vloge coworkinga, seveda pri razvoju morda nekih urbanih regij in tako naprej, v katere gravitira vse več in vse več nekih ustvarjalcev? Vprašanje je v bistvu malo navezano na to, kako je coworking, kakšno mesto ima v razvoju tega, čeprav razumem. Prvo, kar lahko rečem, je, da se je kreativna scena, kreativna ekonomija, kreativna industrija, vsa ta scena v Ljubljani razvijala v zadnjih letih z svetlobno hitrostjo. Recimo 2010, jaz področje spremljam nekje od 2005, to je tema, s katero sem diplomiral kreativna mesta, nekje od 2010 naprej se s tem intenzivno ukvarjamo na regionalni razvojni agenciji in to preko evropskih projektov, ki so nam omogočali, da smo se spoznali pa bili v večjih tujih mestih in tam odblistvili, kakšna je tam kreativna scena. In če 2010 ljubljanske kreativne scene s kreativno sceno v tujimi mesti ni bilo toliko lahko primerjati, v tujih mestih je bila ta scena mogoče bolj razvita, bili so že coworking prostori, bili so coworking prostori v starih, v tem času podizkoriščenih industrijskih halah in tako naprej. Vse te scene pa nas takrat ni bilo, smo pa v zadnjih 3 letih, po mojem, to izrazito nadoknadili, šli še korak naprej. Če smo takrat v glavnem bili bolj kot ne opazovalci, kaj se dogaja, imamo zdaj dostikrat več zapovedati od tistih, s katerimi se srečamo recimo v enih tujih mestih, ko govorimo o tem, kaj se najmo kreativnem zemljevidu mesta dogaja, recimo. In jaz mislim, da seveda, coworking prostori imajo tukaj pomembno mesto. Super iztočnice se mi zdi, da mi je dal Juri za neko razmišljanje o tem, kakšno mesto imajo coworking prostori. Juri, ti si omenil informacije in to, da je bil ta prostor zelo pomemben v smislu enega okolja, v katerem si ti razvil nek svoj produkt in še celo zgodbo okrog produkta in tako naprej. V smislu, če sem te prav razumel, hitrega feedbacka, hitrega preverjanja smeri in tako naprej. In točno zaradi tega se mi zdi, da so taka okolja zelo bistvena. V smislu, da so idealna okolja ali pa zelo dobra okolja za razvoj nekih novih produktov in storitev, ker omogočajo sodelovanje, interdisciplinarno sodelovanje različnih profilov, hitro komunikacijo, hitro izmenjavo informacij. In zdi se mi v tej dobi to zelo pomembno. Če pred 50 leti človek delal, ali pa vsaj dolgočen del družbe delal v istem podjetju, od srednje šole do penzije, imel 4 stabilne sodelavce in tako naprej, se ta situacija povsem spremenila ali pa zelo močno spremenila. Zelo veliko ljudi dela v enih bolj svobodnih poklicih, v katerih se briša meja med delovnim časom in prostim časom in nima nekih fiksnih delovnih ur in tako naprej. In za to delo se mi zdijo ti prostori pomembni, zaradi tega, ker prvič se mi zdi, da je sodelovanje pomembno, interdisciplinarno sodelovanje in tega ne moramo, lahko spodbujamo, ne moramo pa tega načrtovati. Ljudje so se všeč pa sodelujejo, ali se pa niso všeč pa ne sodelujejo. Ampak točno taki prostori omogočajo, da ljudje imajo čas v nekem neformalno, relativno sproščenem okolju in vidijo, koliko so se všeč, kako lahko sodelujejo. To je en nivo, drug nivo pa tudi, da se sodelovanja v tej dobi zelo hitro spreminjajo. Zelo malo teh projektov, ki bi trajali 5, 10, 20 let. To so zadeve, ki trajajo lahko par tednov, par mesecev in tako naprej. Točno taki prostori omogočajo, da se dva način pozmeta, da naredite en projekt do konca tedna skupaj, ampak naslednji teden se pa tudi generirajo neke nove ad hoc skupine. Zaradi tega se mi zdijo prav na nivoju kreativnih industrij, pa ustvarjalnih dejavnosti, kjer je ta tempo ali pa ta dinamika zelo hitra, te prostori seveda pomembni. Zdaj se bom pa vrnil na vprašanje Ljubljane. Ena od razlik med Ljubljano in drugimi mesti, ki se mi zdi posebno zelo pomembna, je velikost. V nekem Londonu ali pa New Yorku ali kaj takega se začne generirati
neko ustvarjalni del mesta, ali je to Šortič, ali je to East Village, ali tako večja mesta imajo pa ten del, kjer se začne ta nek vibe razvijati. Ne. Ljudje se selijo tja, kjer je pocen prostor v začetni fazi, ker je zanimiv del mesta, ker je veliko, ne vem, pluških restauracij, pa dobrih galerij, pa tako naprej, pa veliko umetnikov, ki so preselili točno zaradi tega, ker je v prostor pocen. In tam se začne ta scena dogajati. Tam se začne v bistvu v tem prostoru neki stiki med različnimi ustvarjalnimi skupnostmi, ki so po mojem mnenju bistvena zadeva za korak naprej. Ljubljana tega nima in tudi po mojem ne bo imela prav, malo ker je premehna, noben se ne bo preselil zraven Poligona, zaradi tega, ker se tukaj dogaja nova kreativna scena. Tukaj pač s kolesom to vzame 10 minut. In tudi to smo videli, ko se je coworking scena Šiške preselila, pa KC še Šiške preselila, mislim, zelo malo ljudi, verjetno noben se ni zaradi tega kakorkoli preselil, kot bi se recimo v Londonu, drug del Londona, ampak se pa cela scena zamenjala v 3 urah na drug del mesta, recimo. No? In točno zaradi tega so važni prostori, v katerih lahko na nek tak neformalen, cool način različne skupnosti prihajajo v stik ena z drugimi, ker je to, po mojem mnenju, tisti, ki spodbuja neke spremembe ali pa nove korake, ali v smislu produktov, ali v smislu storitev in tako naprej, ker vse je super, če isti 4 ljudje sodelujejo že 10 let, pa tako, ampak en od možnosti, ki spodbudi njihov korak naprej, pa točno to, da se začnejo mešati z enimi drugimi skupnosti, z enimi drugimi timi in na nek tak način prihajajo v stik z njimi. No? Sam skozi informacijo, lahko daš eno oceno, koliko ljudi dejansko dela na področju kreativnih ekonomij, recimo v Ljubljani ali pa v Sloveniji. Tako da dobijo malo občutek, kolikih caj procentov približno delovne aktivne populacije nekako dela na tem področju. Lahko bi odgovarjal ure, ampak bomo ostal tam okrog 15%. Zelo je vprašanje, pač, katero metodologijo vzamemo, kaj merimo in tako naprej. Jaz sem načeloma zagovornik tega, da te definicije jemljemo kot smernice in jih uporabljamo v nekem smislu fleksibilnosti. Zelo točno jih morajo uporabljati tisti, ki to merijo. Ne? Mi si lahko prvošmo, da pač jemljamo kreativno industrijo kot neko smernico in ne pa čisto kot nekaj, kar je zabetonirano. Kakorkoli zaradi teh različnih definicij so cifre malo različne, recimo po najširših ameriških ljudi z ustvarjalnimi poklici v ljubljanski urbani regiji tam proti 40%, recimo, ampak ni rečeno, da vsi te poklici delajo neko ustvarjalno delo. Ne? Po drugi strani je firm, ki jih lahko vrstimo v kreativnih industriji tam okrog 15%, ampak spet v teh podjetjih delajo ljudje, ki mogoče nimajo izobrazbe, ki bi bila na prvo žogo zelo kreativna. Tako da zmerjen je problem, ampak kar lahko zagotovo rečemo je, da je Slovenija v nekem zelo takem povprečju v mednarodni perspektivi, da je ljubljanska urbana regija, primerljiva z drugimi urbanimi regiji, na nekem nacionalnem nivoju pa lahko rečemo, da je ljubljanska urbana regija izrazito štrli ven iz slovenskega povprečja in Ljubljana izrazito štrli ven iz regionalnega povprečja in center Ljubljane z okoliškimi deli, kot so bližnji deli Viča, Šiške in vzhoda Ljubljane, Tabora, recimo izrazito štrli ven iz Ljubljane. Tako da tukaj se kažejo nekako neki poudarki. No? Država, vemo, se trudi zmanjševati brezposelnost, spodbujati zaposlovanje in tako naprej. Vseeno pa vemo, da so se dejansko razmere v zadnjem času izrazito spremenile, vse več je samozaposlenih. Po eni strani imamo dejansko spremembe na trgu dela v tem smislu, da se ljudje želijo delati sami, so v to prisiljeni, ker ne najdejo služb. Po drugi strani pa je seveda tudi zaposlitev lahko marsikdaj za njih na nek način past, če se recimo zaposlijo v svojem lastnem SP-ju, DO-ju in tako naprej. Če se to podajo recimo nepodjetniki, recimo ekonomisti in tako naprej. Kako vi recimo na ministrstvu vidite podobne platforme, njihovo vlogo seveda pri reševanju teh nekih seveda zaposlitvenih in kariernih priložnosti za neko celo populacijo? Zdaj tako, to, kar ste povedali, drži. Mislim, Slovenija je trenutno res v položaju, kjer imamo veliko brezposelnih in zelo veliko mladih brezposelnih in tudi zelo veliko mladih brezposelnih z zelo visoko izobrazbo. Tako da tle imamo pač problem. Ampak jaz gledam to platformo, o kateri govorimo, o coworkingu, v bistvu kot predhodnico vseh nadaljnih ukrepov. Prav, to je neko stičišče in jaz bi pa tukaj podprla množičenje, ne? Ampak predvsem iz tega, ker imamo množicanje, ampak v naslednjem smislu. Sprav, imamo posameznike, imamo množico idej in iščemo presečišča, ne? Kjer se določene množice med sabo srečajo in iz presečišči ustvarjajo novo idejo.
Se pravi, da, mi smo delali in še zmeram, pač imamo subvencioniranje samozaposlitve, imamo še tudi nekaj drugih projektov za mlade, ampak to bi mogla biti v bistvu osnova. Se pravi, da nekdo pride tja, pogleda, kam sploh paše, ne? Ker mladi imajo ideje, nekateri mladi pa mislijo, da vejo, kaj bi, pa jim čisto ne uspe urediti zadeve. V tem delu, ki si prej omenil, vidim tlej lokalno skupnost kot tisto, ki mora dajeti možnost sploh nekega ustvarjanja prostora. In jaz tudi recimo Metelkovo mesto vidim kot neko kreativno platformo, kjer imamo množico posameznikov z SP-ji, ki lahko kreativno delajo na določen projektu skupaj ali s povezavo z drugimi osebami. In tudi recimo Metelkovo mesto je, Rog naj bi bil v tej smeri speljanka do konca. In tudi moramo vedeti, da te ideje so tudi na različnih področjih, so na industrijskih področjih, in zato imamo tudi naš park, v tehnološki park v Ljubljani. Imamo ideje na področju socialnega podjetništva, imamo ideje na področju kulture, umetnosti. Mislim, to je množica idej in množica kreativnosti. Država je pa tista, se pravi, ampak lokalna skupnost je tista, ki omogoča. In država je pa tista, ki bi morala spodbujati ideje, ki nastanejo na določenem področju. In tudi recimo projekte, katere sofinanciramo predvsem z vidika Evropskega socialnega sklada, grejo v smeri, da se podpira že narejena ideja ali že narejen konzorcij, kjer neka oblika mora biti že ustvarjena. Pri platformi pa ni nujno, da je. Lahko je posameznik, ki pride, ki razvija idejo in ki bo lahko šel v SP ali pa ugotovi, da on pa dejansko ni podjetnik in nikoli ne bo. Vendar se pa lahko pridruži nekomu drugemu in mu bo pomagal razvijati idejo. In jaz mislim, da je to smisel. Platforma in coworking zdaj že 10 let pač neko miselnost v Sloveniji spreminja in mislim, da v pravo smer. Zdaj po drugi strani lahko tudi to gledamo. Recimo, skandinavske države podpirajo delo na domu, ampak tam si posameznik, tam neko službo že imaš, tam imaš neko, pač delaš, ne pač v firmi, ampak delaš od doma. Tle pa v bistvu pomagaš nekomu, da lahko dela sam, lahko dela v skupini, lahko se veča in nekaj iz tega nastane. Jaz to gledam z tega stališča in mislim, da bi mogla biti država tista, ki potem podpira projekte, ki na teh platformah se pokažejo kot dobre, kot inovativne, kreativne, ki so lahko dobre za, ne vem, za splošno, recimo na lokalni ravni, za mesto kot tako in za prebivalce, ali pa na državni ravni, ali pa v končni fazi govorimo kot tle o ideji, ki je šla v podjetniško idejo in je naredila nekaj iz tega. Ja, znaš. V povezavi s tem meni zelo zanimiv recimo fenomen tega, da določenih coworking prostorih v svetu je pravzaprav polovica udeležencev so samozaposleni, polovica je pa že podjetja pošljajo. Tako da podjetja nadomestijo recimo delo od doma ali pa delo v klasičnih pisarnah s tem, da v resnici v coworking noter pošljajo ljudi. Ne zanima, kaj se iz tega še lahko razvija. Kaj tam je kreativnost? Ja, Eva, kdo so coworkerji? Ja, jaz bi rekla tako, da pač zdaj mogoče bi bilo fino, da malo razjasnimo, kdo to dela. To niso samo mladi, to niso samo samozaposleni, to vsekakor, mislim, se mi zdi, da tle moramo govoriti o eni stvari. Jaz mislim, da je ravno to, kar je danes izpostavila, da država je preveč usmerjena na produkt in predaja na proces. In ko mi, ali pa po drugi strani se razvija nek trend, kot je pa zdaj v priložnost razvoju visokotehnoloških produktov in te podjetja pa rabijo tehnološki park. Kaj druga tehnološki park kot platforma? Ista je platforma, ampak ta dobi recimo dejanska sredstva od države. V drugi strani imaš pa povsem interdisciplinarne platforme, ki delujejo čisto učinkovito, ne rabiš iti v inkubator, potem se formiraš v coworkingu, pač coworking je zadostna platforma, da se vsi procesi od začetne do zrele faze podjetja lahko razvijajo noter, tako da se ne rabiš nikamor se. Je pa v bistvu različna samo
v bistvu dveh stvareh, ki pa ravno to ne mogoče dobiti sredstva. Ena je ta, da je popolnoma bottom-up, to se pravi od spodaj na vzgor, to se pravi, ni mišljen, država bo pa zdaj investirala v tehnološki park, da se bo 3 leta gradil in potem bomo kar naenkrat imeli prostore, odprli bomo pač vrata tistim, ki imajo dober potencialen poslovni načrt in potem bodo začeli delati. Coworking pa reče na čist drugačen način pač. Govorimo o coworking skupnostih, ne o coworking prostorih. Prostor, recimo ena stvar, ki se zdaj recimo dogaja, je ta, da recimo je pač termin postal popularen v Sloveniji in potem ljudje, ki imajo pač prazne prostore, rečemo neki nepremičnina, reče, super, zdaj bomo pomimili coworking. Ampak to je v najboljšem primeru deljena pisarna, kar se recimo nam zgodilo je bilo to, recimo z Jurjem sem videla 3 leta nazaj nisem poznala, ne. Oni so začeli tam dogajati v KCŠ-ju, mi smo v bistvu v Kinu Šiško bili stran 200 metrov, potem smo se pač srečevali in smo, ne vem, tudi z pomočjo Ruralurja, ker so imeli v bistvu oni nek projekt povezovanja vozlišč in smo potem vsi začeli študirati, smo rekli, ja super, da se delamo ful podobne stvari, pa vsi imamo dosti podobne potrebe. In to je bilo čisto časovno, da smo se potem mi med sabo povezali, ker pa kar naenkrat smo ustvarjali neko nomadsko coworking skupnost in ni bil problem se potem preseliti skupaj v Tobačno, ampak mi smo imeli od prvega dneva tam živahno, a ne. Ampak kaj hočem reči pa to, da potem pa ja, mi reče recimo bivši minister Grec, super Eva, en ful dober razpis je odzuni za produkte, a ne. Potem mi reče, gospa ministrica Kopač Mrakova reče, super Eva, mi imamo ful nekih ukrepov za mlade, da se lahko dejansko prejavijo. Potem pa jaz gledam in rečem tako, v bistvu grem čez vseh 44 ukrepov in rečem, ok, ja, tukaj je nek denar za univerzitetne inkubatorje, je nek denar predviden za podjetniške inkubatorje, tudi za tehnološke parke, samo za platformo, ki je pa interdisciplinarna in od spodaj na vzgor, pa zdaj v 3 letih ni bilo razpisa. V najboljšem primeru na evropski ravni pridemo še v neke take zadeve, ki so programsko povezovanje, recimo, da mi lahko crowdfunding šolo povežemo z enim iz, ne vem, pa niti ne z sosednjih, ampak recimo iz, ne vem, Čehije ali pa Francozi se lahko povežemo, ampak mi moramo najprej imeti platformo. Ker meni se zdi največji problem, jaz sem delala dosti ekstenzivne študije pač aktivnih politik za poslovanje. Kot prvo to, kar je Luka rekel, problem je v tem, da nismo samo zaposleni vsi po lastni izbiri, ne. Jaz sem recimo freelancerka že 10 let, ampak to je vse moja lastna izbira. Kar jaz vidim zdaj generacijo, ki prihaja iz faksa, nima izbire in je dejansko prisiljena v to. In je v bistvu problem v tem, da država se ukvarja, ja, ok, subvencije, super, da so subvencije, meni se to zdi čisto ok, a noben se ne ukvarja, kakšne veščine so potrebne, pa kakšna platforma je potrebna, da se temu človeku pomaga, da on začne nekaj razvijati. A ne, in to je spravljeno to. Mi zdaj imamo pilotov projekt, ki se vidi, da deluje. Ampak, če mi hočemo imeti dosti vključujočo platformo, to se pravi ne tako v tehnološkem parku, te sprejmejo, če imaš ti dosti velik tržni potencial. Ampak mi lahko sprejmemo na koga, ki, ne vem, je mogoče v eni čudni fazi, pa ne ve, kaj bo točno počel, pa vidiš, da ima ful talenta. Ampak kaj to pomeni? Da mi, če bi hoteli biti sustainable, bi rabili zaračunati vsakmu, da lahko mesečno uporablja, pa prihaja v poligon 300 €. Ampak mi vemo, da je to totalno nerealna cifra za veliko ljudi, ki živijo doma, zato si nimajo kaj za plačati. In jaz mislim, država bo dobila denar nazaj, ampak najprej mora vložiti v platforme, ki bojo v bistvu spodbudile generirane. In se Juri tudi, ne vem, 1 let pa pol nazaj nisi imel trajnih sredstev, da bi se lahko preživel. Ampak on je imel pač to skupnost, ki mu je pa pomagala, da se je vzpostavil in zdaj v Momi prodaja svoje stvari. Ampak to se ne zgodi kar tako. In to je največji problem, ker jaz mislim, da država ni dosti fleksibilna v razumevanju, kakšne razpise potrebno za to, kar si rekla, drži, ne? Nekaj smo probali narediti v zvezi z podjetjem v svet podjetništva, kjer smo preko regionalnih razvojnih agencij probali spodbujati, se pravi, bom rekla, bolj temu podjetništvu, ne? Kako nekoga opolnomočiti za to, da bo podjetnik. Ampak tako, kot si rekla, niso vsi za to, da bojo podjetniki. Ne morajo biti, ne? Ker če gledamo zdaj, ne vem, 40 let nazaj, ne, recimo obdobje 40 let, se obrtnikov ni veliko več, kot jih je bilo. Mislim, zdaj edino imamo več SP-ev, to je razlika. Če je koristila, ne govorimo samo o SP-jih, tako je, pa mikropodjetja, ki so čisto v isti poziciji.
Vse zato sem pa rekla, ne, da tudi nisi rekla, ne, to je proces, ne, da je treba imati kot proces. In zdaj nekdo poskrbi za to, nekdo poskrbi za to, nekdo poskrbi za to. Ne. Lahko smo še en stavek, Spremljam tujo prakso in pri nas se to kaže, nek kreativni ekosistem se razvija v neki mednarodni perspektivi tako hitro, da mu dostkrat način upravljanja na različnih nivojih ne sledijo še in se mora tudi mogoče v nekaterih merah spremeniti ali kaj takega. Načeloma smo bili dosti dobro delati do pred kratkim, navajanje zadeve, načrtovati in jih potem implementirati na nekih tudi, se mi zdi, na policy making nivojih, govorim zelo splošno v neki mednarodni perspektivi. No? In da razvoj kreativne scene pa nekatere izmed vzorcev, ki smo bili navajeni uporabljati, rekontekstualizira na nek način, ali ni še neke nove načine srečevanja in nekega kreativnega sektorja in nekih policy making spodbud. No? In tukaj nismo edini, ki smo opazili, razvijamo tega tudi na evropski ravni, ampak je tukaj na obeh straneh se v bistvu zadeve razvijajo in iščejo nove načine povezovanja. Blaži se še gledati. Ja, v povezavi s tem mogoče še ena podpodca gledati, da podjetniška aktivnost med mladimi, med 20 in 30 letom je tam približno 40% nižja kot med tistimi po 30 letu. Ni to mogoče reči zaradi tega, ker takih oblik dela kot je coworking, ki so bolj prilagojeni mladim kot tehnološki parki z državne podpore. Až kaj, veščine morajo biti, zato se to kaže, ne? Ampak problem te ne nimaš, a ne? Veščine dobiš samo skozi tem. Ja, se točno to, ne se to pravi, se zato imaš pa potencial pa pred 30, razen če Silicon Valley sceno, tle damo stran, ampak večino uporabaš neke veščine. Se ti tudi ne bi po mojem mogo že v štartu cele proizvodne linije postaviti. Zdaj bo manj se prgati, tako še nov projekt odpred. Še zdaj je to skvelo. No, ampak če govorimo, da je coworking na nek način res odraz nekih spremenjenih družbenih ekonomskih razmer, ekonomske krize, naštevajočega števila freelancerjev in tako naprej, pomanjkanja finančnih sredstev. Juri, recimo, kako je tebi lahko coworking oziroma neka skupnost pomagala pri razvoju tvojega projekta? Ja, čisto v bistvu najbolj neposredno, ne? Jaz sem nekaj pojavljal, da neki rabi je preskočil, ne, v bistvu, nekdo je hotel pomagati. Zato, ker se poznava, zato, ker imamo nek drug odnos, ker žuramo s koncem, najbolj organsko možno, mislim. Ampak govorimo recimo o res širokem spektru nekih različnih ljudi z različnih znanj. Ja, absolutno, ne. Ja, s to srečo, da so profesionalci vsak na svojem področju, področja videa, glasbeniki, vse to sem sploh vključil v ta svoj projekt. Blaž, koliko se te zdi pomemben ta socialni kapital dejansko pri razvoju za nekih podjetniških idej? Skaj, imaš neko idejo, jo hočeš razviti, koliko je pomemben ta socialni kapital? Valjda, ko imaš idejo, nimaš denarja, da bi zdaj najel ogromno nekih ljudi, kje lahko najdeš partner za to, da ti pomaga dejansko zadevo razviti, da prišli smo do točke, da lahko predstaviš nekemu investitorju in tako naprej. Tle je ključnih težav, kjer se danes ne bomo spuščali, je tudi to, da v Ljubljani nimamo veliko oblik sodelovanja med študenti. Se pravi, te veščine, kompetence, ki bi jih študij nam v resnici že mogel dati, naj univerza svali, ne opravi svojega dela, ne tekle ima plomo lastno sredo, ne bom vsega čas. V resnici coworking prostori substituirajo to, oziroma domestijo to, ne, in ravno jaz vidim vpliv tega povezovanja, manjka to mogoče, ampak to je premalo. Imamo v Ljubljani 50 000 študentov, ne, izmed tega, če gremo podjetniško aktivnost, pač nacionalni nivo je 10%, recimo, ne. Se pravi, med 50 000, 5 000 jih bo nekoč v svojem kariernem razvoju postali podjetnikov na tako drugačen način. Ne. In to jim je treba omogočiti takoj, od začetka, takrat, ko stopijo v ta sistem, ki ne bi jim kompetence dal, ne pa pol šele kasneje, ko pridejo ven iz njega in ne bi neko znanje imeli, ko pa vemo, da danes znanje ni več tisto, kar bi nam omogočalo uspešno reševanje problemov, ampak so to vse druge stvari. Tako da kle, absolutno se mi zdi, da nasploh sistem tega omogočenja sodelovanja med različnimi poklici ena ključnih stvari, ki manjka v temu, kako bi rekel, ekosistemu, neko, kar danes radi rečemo, podpori podjetnosti, podjetništva, razvoja kompetenc med mladimi. Juri, ti si sedaj recimo najbolj v vlogi podjetnika, industrijski oblikovalec postane menedžera produkcijo, ukvarja se s komuniciranjem, ukvarja se z logistiko. Kakšen je ta preskok za nekoga, ki recimo konča, ne vem, akademijo za likovno umetnost in dizajn? Ja, sem prej govoril v bistvu. Zdaj sem nekako v tej fazi, malo sem se spoznal s tem svetom in ugotovil, da mi v resnici ne diši, ne? Da bi zelo rad ustal to, kar sem, torej oblikovalec, pa da bom zdaj izkoristil spet to
platformo, to v svoje okolje, pač poligon, da bom rešil ta problem, torej da bom lahko potegnil ljudi, ki so profesionalci mogoče z tega področja in bom jaz ostal oblikovalec. Sem vesel, da vidim približno, kako to poteka, ker potem bolj razumeš svoj biznis, kar je pomemben, ampak vi pa to profesionalno z vami področju. Zdaj, če govorimo o nekih novih ekonomijah, o vseh priložnostih se pojavljajo in tem, kako je ta multidisciplinarnost srednjega pomena, nekdo konča ekonomijo, nekdo konča, ne vem, komuniciranje, komunikologijo in tako naprej, upravlja pa nešteto različnih jobov v končni fazi. Tudi, recimo, zanimiva stvar bo naslednji teden konferenca na FDV-ju, ki organizirajo študentje, PR teater, kjer se bo ravno govorilo o teh, katere vse možnosti se dejansko odpirajo na različnih področjih za nekoga, ki konča nek faks, na katerih se področjih lahko deluje, od service design in tako naprej. Eva, kje ti vidiš, kako lahko coworking pomaga dejansko nekomu, da spoznava druga področja, da se nekako prešola oziroma začne delati na nekih čist drugih področjih, kot se recimo ni šolal, za ni šolal. Jaz si to razumem kot metodo dela, to je meni coworking metoda dela, coworking ni nič drug kakor to. In to so pač pristopi, ki ti dajo v bistvu posredno ali pa neposredno možnost, da ti spoznaš veliko več različnih poklicev, kot bi jih sicer, če bi bil ti v eni firmi. Se imaš lahko, recimo, tudi zblaš rekel, da so relativno veliko firmo, ampak še vedno imajo nek končen produkt tisti, ali pa nekako vsi poznajo nek vision te firme, neko vizijo in nekako v bistvu te raznolikosti precej ima. Meni je ena taka smešna stvar, ki se je enkrat zgodila, pa ki mi je bilo tako. Včasih dodajamo tudi kakšne projekte noter, mislim, da pridejo tako pa rečejo, ne vem, plesalci sodobnega plesa, zdaj rabimo imeti, ne vem, klad za 3 tedna. In pa tle tako gledam, izraven dela en programer in oni neki vadijo. Ampak tako ortogik programer, ko res notrni svoji hodi in bo smislen tisti podvoj, kako smešna kombinacija, še se tako gledam. Pa potem tako, mi reče tako, Iva, rečem, kako je mi reče, se je ful smišel, veš, kaj oni delajo. Rečem, jaz se verjamem. Rečem, meni se zdi, da če nekaj tok nasprotno, pa zraven tebe, da lahko tako ful dober transfer narediš. In se mi zdi tako, ok, to je ekstrema, ampak se mi zdi, ti mehne transfere lahko lažje delajo. Recimo, jaz osebno, ne vem, ker sem pač življenje pač v marketingu ali pa, ne vem, v tržnem raziskovanju in potem, krati, ko sem začela gledati vse te fante, punce s projekti zdaj, ko so jih s crowdfundali, se nisem nikoli prej v proizvodnji material sprašala, nikoli nisem nič sploh razmišljala o produkciji. Da pač nekaj, kar je dober prototip, še ne pomeni to, da veš pa pontlega, kar lahko serijsko proizvajal, nič od tega nisem razmišljala. In to je meni noro, ko se kar naenkrat vidiš, dalj časa, recimo, ko smo mi začeli crowdfunding, recimo, promovirati, pa učiti, smo bili vsi fokusirani samo na to fazo komuniciranja. Zdaj, ko so zdaj te firme prišle v fazo tako, zrelejšo fazo, ko imajo v bistvu že po Kickstarter aktivnosti, ne vem, z resellerji in vse tako naprej, kar naenkrat začneš študirati v proizvodnji, in se ti kar ti cikli začnejo zapišati. In dejansko, če si več časa v tej skupnosti, vidiš na bolj velikih nivojih nekaj zadeva, ali si ti aktivno vključen, ali pa nisem. Ampak v procesi učenja so pa noro hitrejši, pa nepredvideno je. V resnici je tako exciting v tem smislu, da po mojem priješ v poligon, pa ne veš, kaj se ti bo zgodilo v dan. To je fajn. Jaz bi tle samo dodala to, da jaz recimo osebno ne pričakujem od posameznika, da bo multidisciplinaren. To, kar recimo pričakuje od nekega, ko bo odprl SP, zdaj bo pa multidisciplinaren. Samo razumeti, da se tako, ampak jaz govorim o tem, da naj vsak postane to, kar je, in išče najboljšo možnost svoje vključitve v nekaj. Tako da jaz razumem kolega, ki je rekel, da hoče zdaj biti pa dizajn je moja stvar. Ja, zato ker dobro si tam, kar želiš delati. In jaz v tem vidim to. In glih to je potem ta platforma, kjer ti pridobivaš druga znanja. Se ni nujno, da boš ti zdaj se ukvarjal s trženjem pa ne vem čem, ampak imaš kolega, ki se bo on ukvarjal s trženjem, a ti bo pa seznanil, ne razmišljati, veš, ampak ker si govoriš neumnosti totalne, da posluši meni, pa ti jaz spel v ta proces. Najdi nekoga, ki ti lahko s svojim znanjem pomaga. To mreženje je tisto. Samo je ful nemerljivo. Če bomo mi dobili kdaj razpis, ker bo, hvala Bogu, enkrat prišel in bo podprl take platforme, se
se jaz totalno vem, kakšne kazalce merljivosti nam bojo dati. Kako ne je zmeren to, kar si mi z Jurijem menjava med sabo? Težko. To je pa druga stvar, ki Tega je je tudi nekaj drugega. Ne? Intelektualni kapital ni merljiv. Se je to. A ne? In socialni Ker če bi bil merljiv, bi ga vsaka bilanca podjetja imela. Ne? Ja. Ja. In pa imamo Ker pa zdaj imamo pa problem. problem, kako Ja. dokazati znanje. Ne? Sej, a veste to, kar recimo prodajajo podjetja, a ne, sej, blagovna znamka je intelektualni kapital. Ne, se pravi, blagovna znamka so ljudje, ki so to znamko ustvarjali. Ne, če je pa znamka še trajnostna, je pa sploh. Ne. Tako da, mislim, tle, vse se pravi, ne, 10 let se kolegica matra spremeniti miselnost, ne, očitno bomo rabili še 10 let, da jo bomo dejansko spremenili. No, to je pa Saj ne, no. Ampak Mora se tudi jaz okej. po drugi strani se mi zdi pomembno spostaviti to, da se zdaj srečujemo z nekimi novimi fenomeni. Ala crowdfunding, se pravi množično financiranje, greš na crowdfunding platformo, spromoviraš svoj produkt, predstavljaš svoj produkt, zbereš finančna sredstva za njegov zagon, potem na drugi strani poznamo vse te primere sharing ekonomije oziroma ekonomij, ne vem, souporabe oziroma recimo imamo Airbnb, se pravi, oddajaš svoje stanovanje prek spleta ali pa sobo, milijon nekih novih priložnosti, a ne, ki se izjemno iz dneva v dan razvijajo hitro, že sam Facebook recimo lahko danes implementira nek nov gumb in bo drug dan vse drugače, bo šlo kar nekako drugače stvari naredil, ne, nam bo obrazu spremenil življenje, ne, ampak seveda ljudje, ki delajo, ki raziskujejo te nove stvari, zato je izjemnega pomena seveda prenos znanja, ne, raziskuješ neke stvari, imaš izkušnje s tem in iz dneva v dan moraš dejansko deliti to znanje, da se zadeve razvijajo naprej. Ne vem, Majdan, vi recimo podpirate razvoj crowdfundinga. Zakaj se nam zdi recimo to pomembno? Eva prej se govorila o evropskih projektih. Večina evropskih projektov imajo noter nekaj, kar se reče Joint Action Plan pa Local Action Plan. In to smo imeli naš prvi projekt, ki se ukvarjal z kreativno ekonomijo noter in tam smo čisto smiselno razdeljene kolonce, kamor se mogo upisovati, kaj je na tem področju in kaj treba razviti. In pri enih nam je šlo super, do večera je bilo narejeno, recimo infrastruktura, poceni produkcijski prostor za kreativce je nekaj, kar se pogosto uporablja kot nek način spodbujanja tega. Šesta kolonca je bila pa finančna, ker pa ni bilo lahko zapolniti. Vedeli smo, da banke ne bojo z odprtimi rokami pričakovali kreativcev, da bi jim dali kredite, še marsikoga drugega ne pričakujejo v teh časih. In dejansko smo imeli kar težave, zakaj to omenjamo, deset capital in tako naprej, ampak tega smo, da za to mislim, da za kreativen sektor to ne bo rešilo v nekem širšem smislu tega problema pridobivanja zagonskih finančnih sredstev. In potem se kakšno leto zadnji kot nalaž pojavil crowdfunding sistem financiranja, no, ki se po mojem mnenju pač zelo povezuje s kreativno ekonomijo in tudi razvoj crowdfundinga šel nekako skupaj z kreativno ekonomijo. Tako da tukaj smo imeli zelo dobro podlago in nam je bilo tako jasno to zadeva, ki je zelo pomembna za razvoj ljubljanske kreativne scene in jo smiselno podpreti, ampak logično je, ena javna inštitucija se težko mogoče sama nauči predvili po vse ekspertize crowdfundinga in tudi to ni namen, da se nauči. Ne? Po drugi strani razpisovati nek razvoj tega v nekem dolgoročnem smislu, to je to dinamična zadeva, ki se to hiter spreminja, da je po mojem mnenju, če se začne če opaziš nek zametek razvoja tega v lokalnem okolju, to z nekimi relativno mehkimi, ampak pravilnih trenutkih, targetiranimi spodbudami, temu se rečem nekako politika active letting, da se nekaj začne razvijati in tam, kjer je moment, to podpreš nekimi svojimi sredstvi, lahko zelo en dober način razvoja tega. No? In se mi zdi, kot agencija smo nekako imeli sredstva in najdeli te momente, kjer je bilo ta podpora ključna, no? ampak mi bo se veliko feedback povedali, boš li to zadevo, kakorkoli. Jasno nam je bilo, da je to nekaj, kar je za razvoj kreativne scene potrebno podpreti. Zelo hitro se je razvil pri nas ta znanje in tako naprej. Naslednji korak se nam je pozil, ok, zdaj se ta znanje pri nas razvil, zdaj pa kako podpreti še to, da se čim bolj začne širiti to znanje. No? In to je pa naslednji korak podpora crowdfunding.si spletna strani in podpora crowdfunding svetovanjem in tako naprej. No? Ko osnovno po treh besedah povem, pač na mizi smo imeli, da na področju finančnih mehanizmov za kreativce se kaže izrazita škrbina. Začeli se znotraj najbolj polja razvijati ton sistem crowdfunding, ki logično smo ga podprli in poskrbeli, da
da nekaj podpore gre tudi v smer, da se začne to znanje širiti. To so mogoče pač tudi key momenti v našem razmišljanju. No? Ja, in to je super podpora, sam spet je problem to, ja, da lahko podpreš sam storitev, ne? To pač ne produkta, ampak je pa storitev kot taka, ne? Platforme še vedno ostajajo tako nedostopne. Še zmeraj stvari na začetku, današnji. Ja, a ne? Ja. Praš moče vprašanje zate, ti, ki delaš na faksu, ne, zares, koliko tega znanja se lahko generira v enih takih institucijah oziroma v enem official okolju, koliko pa dejansko v teh nekih skupnostih, recimo pri razvoju projektov, pri katerih sodeluješ, ki jih mentoriraš in tako naprej, ko se uporabljajo neke take nove koncepte, a veš, kaj boš reči? Ne. Imamo neke nove koncepte, ala crowdfunding, sharing ekonomije in tako naprej. Koliko tega je dejansko vključenega v neke kurikulume na faksih in tako naprej? Koliko tega se pa je pa treba posrkati iz nekih skupnosti, od nekih drugih startupov, recimo se s tem že ukvarjajo, ki imajo nekaj znanja, nekaj izkušnje, ne? In kako to dejansko prenašati na ljudi, ki imajo neke ideje, zares? Kurikulum je vključen, A, tisto, kar lahko ocenjuješ, ne? Pa B, tisto, kar noter damo, pa ne bi smel darjati. Tako da crowdfunding kampanj noter ni, jaz pa bi vsega sveta najraje seveda dal 10 kot tistim, ko bo uspešno crowdfunding kampanjo uspelo, pa če fit naredijo, pa ne. Ker je z vidika pač kompetenc pa tega, kar zna narediti, to bistveno več. Govorimo o tem, sigurno študenti to poznajo, je pa še vedno za njih to precej distant. Ko si ti enkrat v okolju noter fakultete, ki je udobno, hladilnik je poln streho, da glava imaš, hrana je pocen, imaš bone, pa tako, še avtobus imaš malo cenej, ti je cool, zakaj bi se jaz ukvarjal, a veš, z neko crowdfunding, ker to ni tako neprosilo, ne veš, če bo rata ali ne, tvegano je, izpostavljaš se zunaj, izpostavljaš se tujini, tako. Enostavno ni treba, in kljub temu, da imamo krize, čas pa imamo še premalo. Ljudje še ne mislijo, da ni treba, tako da se treba, druge variante ni. Tako da vsekakor se trudimo, delamo na tem, in zaradi tega tudi skušamo zdaj že na fakultetnem, na nivoju uvajati čim več možnosti, da mi študente že polovimo takrat, ko so tam, ki jih imamo, ko ne morem kamor iti, da jih spodbujamo, da se takih zadev začenjajo letevati. V končni fazi to, da pač, če imajo tak projekt, da grejo firma, pa komorkoli, ki jim lahko pri tem pomagamo. Mi jim pri tem pomagamo, je pa res, da pač mi, kot sem rekel, ne lahko delamo tiste, lahko ocenjujemo, uradno, ki ostale pa pol, da naš prosti čas. Ampak vse pa spreminjajo stvari, tako da jaz mislim, da tukaj delajo napredek vsi, ker drugačen bo svet prehtel po levo, po desno. Tle neke umestne poti ni. Zdaj ne moš reči, da bomo malo počakati, se bo boljš, ne bo, točno boljš. Ali se bomo preklopili na to, ali bomo boljši, bomo inovirali še nove stvari, na podlagi tega, kar se bomo vsega naučili, ali bomo pa zaspali. Če gledaš številke, danes smo malo zaspali. Slovenija je, od takrat, ko je bila kriza, smo se malo smo se takole, malo smo trdi ratali in smo malo zaspali. In stvari novih, prav veliko ni, marsikaj je, malo ponovimo, kar se zunaj zgodi, pa malo nadgradimo, to je super. Ampak če hočeš ti prav preboj narediti, se moraš ukvarjati s stvarmi, s katerimi se drugi niti že ukvarjajo. Pa je še nekaj dodajem, ko me zdi, da se tako v Sloveniji, mislim, jaz sem v osnovi psihologinja in tudi diplomirala sem recimo iz gorelosti. In bi jaz rekla, da se v Sloveniji goji kult startup podjetništva, res. Ker se v bistvu noro govori, kako bi vsi mogli biti v startupih, kako bi vsi mogli noro delati po, 16 ur na dan in potem najdati nekega blaznega investitorja, ki ti bo pa to potlej odkupil in boš pač, ne vem, tudi ti imel svojega mačka, ki ga boš futral z mlekom in boš najbogatejši Slovenc. Jaz bi rekla, mislim, tako, da je problem v celi zadevi to, da noben ne govori o pasteh startup podjetništva. Recimo, ne vem, jaz sem bila lanski v jeseni, sem na neki cajt v Ameriki in kar sem jaz videla v San Franciscu, se mi je zdelo tako, mislim, dobro se nam je tukaj. Na tem smislu, da je tam tako, v San Franciscu imaš ogromno brezdomcev, eni brezdomci pač, ker jih po celi Ameriki klifrajo za 100 na avtobusi do tja, drug level brezdomcev so pa vsi te, ker so razvijalci nekih idej, ki so v bistvu reveži, ne morajo si privoščiti niti najemnine, koldajo kanori vsak dan, ne vem koliko časa, spijo na kavčih od frendov, ki jim je mogoče kaj ratali in vse to.
In jaz se tako sprašujem, recimo, ko vidim, da res pravim, se tudi ta kult starta podjetništva pri nas noro fura, noben je govoril pa z teh. Noben je govoril to, da lahko doživiš burnout, pa ti ne bo ratal narediti tunga koncepta, pa boš mogoče šel v 3, pa ti še vedno ne bo ratal, pa boš lahko porabil, ne vem, 3 leta in boš čisto izgorel in boš lahko zbolel. Druga stvar, ko noben je govoril to, in jaz vidim, da je to ful manjko v Sloveniji, je res, ok, se imamo razne programe, kjer ti dodelijo mentore, pa so ponavadi neki investitorji, ki imajo nek denar. Kaj se večinoma zgodi, in to sem jaz videla v nešteto primerov, je to. Fante, punci, majhne ekipce, vsaka jura, ki jim dajo, je v bistvu fajn zaradi tega, ker so brez denarja, ker mogoče nimajo niti ne vem za kavo. Ampak lahko je pa koncept res hud. In je velikrat problem v tem, se mi zdi, da investitorji pri nas izrabljajo v bistvu to intelektualni potencial mladi. In bi jaz ful želela, da smo realni in tudi kritični do vsega tega. Ne? In da vsako stvar je treba gledati. Jaz tudi mislim, da coworking ima minuse, jaz tudi mislim, da ima crowdfunding minuse. Ampak se mi zdi problem tega v Sloveniji, ko vse, kar neki pridejo, se pa to ki bomo povzeli. In to je nevarno. Največji problem je ta, ker mislijo, da bojo vsi tako uspeli. Ja, to je problem je v tem, da tudi Maček, Maček je štartal med 3 osebami, ampak ta Maček je razvijal svojo blagovno znamko še z igračkami, s posteljnino, s poštački, s krožnički in tako naprej, se pravi, širil idejo na druga področja. Ne moš ti zdaj pa kar eno idejo, mislim, se boš lahko prišel čez, boš naredil, prodal igrico, boš dobil sofinansirano igrico, naredil igrico, dobil 60 000 evrov, ampak 60 000 evrov, ja, nekaj moš pol naprej delati, ne? Se pravi, ta zgodba mora biti trajnostna, ne pa se lahko ratati prvo nekaj časa, porabi 60 evrov, pa se pa zgodba konča. Če nimaš nove ideje, pa nove zadeve, se bo zgodba sesula. In tako je vedno. In zdaj, ko gledamo še, kar se tiče samega izobraževalnega sistema, podjetniško, a veste, prvo se moramo zmeniti, kaj podjetništvo je, a ne? Mislim, ne, prvo se moramo zmeniti, kaj to je, ali je to SP, ali je to kaj drugega in tako naprej. In iz katerim znanjem moramo osebo opolnomočiti, zato da se bo vsaj na začetku sam znajdel in poiskal osebe, ki bi bo lahko pomagale. Zdaj sem rekla, ne moramo gojiti multidisciplinarne osebnosti. Ne moramo jo, ker je prvič predrago in oseba bo zgorela. Tako da treba, mi že delamo recimo ministrstvo je podjalo vse življenjsko karierno orientacijo, ampak to je nekaj drugega, to je nekaj, da ti poveš, katere so možne tvoje poti, se pravi, kot si rekla, da postaviš paleto možnosti in poveš dejansko, kaj se bo na določeni poti zgodilo in katera znanja ti na določeni poti moraš imeti. Zato, da nekdo, ki je že, ne vem, v srednji šoli, ve, da se bo lahko usmeril kam, da ima paleto jasno. Zdaj pa ni, ne. In zdaj, ker ne reči, da bomo imeli ta predmet podjetništva, pa še obvezan, pa še ocenjen, pa še projekt boš mogel napisati, ne. Čas se mi streka, ampak da si lahko še nekaj dodati? Ja, jaz sem kaj ful optimistno, kar se tega tiče. Jaz se strinjam s tabo, da oni imajo hijackajo na to sceno, te tako ne start-up ocene, pa ki gre malo bolj tehnološko. Ampak to je, vsak en nagovarja malo jabolk, en pa hruške. Mi v različnih skupinah podjetnikov govorimo. On dela svojimi, delamo svoje in jaz mislim, da je naloga enega inteligentnega uporabnika, da oceni tisto, kar njemu v kontekstu, v katerem je koristno za njega in kar ni. Jaz vem, kaj vse se da, ne vem, jaz fulam, tako, kar si prej mi opisal, ne super, ampak hkrati še 40 dni na letno dopuste, tako da to je stvar preferenc, vse je stvar pač odločitve, ne stvar, ko moramo umreti. Vse ostalo pa tako, da se strinjam, da pač ima hijacka, ampak to je, da bi pa zdaj se boril proti njim, pa rekel, da ne delajo pa kakšno hudo škodo podjetništvu, pa podjetnosti v Sloveniji. Ne, jaz bi sam rekel, da treba kritično pač pokazati, mislim, ne mlade, sprati spop termini, ampak in pokazati celo paleto stvari za kurs. Sploh pozicija univerze bi mogla biti taka kritična v smislu tega, da celostno govori. Jaz bi sam eno stvar še dodala. Sam 2 dni nazaj sem dobila mail iz
Brusla iz Mednarodne zveze Freelancers Association in mi rečejo, prosim, kontaktiramo te zaradi tega, da poveš, kdo v Sloveniji se ukvarja s socialnimi pravicami samozaposlenih. In najbolj žal, in to mogoče do tega nismo prišli, ampak meni se ti to grozno, jaz ne morem, da enega sindikata, ki bi v celoti pokril freelancere, imaš mladi plus od Zveze svobodnih sindikatov, ki se z mladimi ukvarjajo, imaš recimo asociacijo, ki se s kulturniki ukvarjajo, mi imamo inštitucije, ki bi celostno upravljavala v bistvu socialno nevarnost samozaposlenih. In to je še tak problem. Medtem, ko smo imeli debato, so se zato rolale fotke in med drugim tudi poziv podpisu Freelancers manifesta, tako da to je še ena stvar, ki je lahko pogleda. Zdaj pa vprašanja, prosim. Še minutko, dve imamo, če bi kdo kaj vprašal. Jaz imam cel kup vprašanj, ampak tam je pisalo nič minut, pa se niti ne upam več. Za eno vprašanje bo zika še. Jaz bi rada, mogoče, če lahko ti opozoriš na tiste minuse, ki so pri pri financiranju množičkanju, no? Ali pa množičenju, kakorkoli bomo že prevajali v slovenščino. Žice ali ravno ne bi, ampak te negativne strani bi me pa prav zanimali, mogoče, ki si rekla, da sami ne govorimo dovolj o... Recimo, ne vem, čisto konkretni primeri kažem, recimo, kar se množičnega financiranja tiče, to smo videli pač v praksi, ok, bile so narejene neke napake s komuniciranjem, to je kar nekaj hecov, kaj se je zgodilo, ampak recimo, te niso to kritične, bolj so kritične, se mi zdi prav ta vidik proizvodne, da velikrat, recimo, ne vem, dizajner pride s produktom in ne zna oceniti dobro cene stroškov produkcije. In jaz bi rekla, da je to največja nevarnost, ki te lahko doleti, da ti sicer zbereš sredstva, dobiš denar, ampak zaradi tega, ker nisi razmišljal o tem, kako v bistvu celo zadevo dobro izvesti, je pa tukaj to usko grlo, ki te blokira, da ne moreš izvesti. Recimo, jaz vem tudi primer, recimo, Luka Pločičnika, ki je naredil ta LL stol, ki je eden ta prvih produktov, on je poštnine upošteval in to za tako zadevo, ki je konkreten stol in mu je ena Japonska 20 stolov naročil. In potem se je zgodil tako, da je bil res v Orknimsu, ko je dejansko on pač dostavil celo zadevo. Tako da se mi zdi tako, da ja, recimo najhujša stvar, ki jo pa po mojem lahko narediš, pa da zaradi tega potem ne daš ničesar podpornikom, kar je pa v bistvu potem dela škodo ne samo tvoji kampanji, ampak recimo kampanji, ki, ne vem, iz tvoje države izhajajo. Jaz sem bila lanske v New Yorku na Kickstarterju prav na sestanku in so mi rekla tisto čist noro, kaj vi počnete. Koliko je to velika skupnost ljudi. Meni je pa noro, da oni iz tega, ko dobijo 400 projektov nazaj, imajo dejansko tako v glavi, ok, te pa iz istega communityja izhajajo. In se mi zdi tako noro, Ampak ja, hočem reči to, ampak jaz bi rekla, da je ta nevarnost produkcije, ki se tudi vidi pri večini teh produktov, sicer je učni proces in s trženjem še velikrat dobiš kakšne izkušnje, s produkcijo pa ful malo. Tako da zdaj imamo ful strojnikov tudi v poligon, ja res, ker je to pomembno. Jaz mislim, da bi lahko še ful stvari povedali in bi tudi zelo veliko morali povedati, ampak žal, ker nas je čas popolnoma že prihitev. Ne se na tem mestu sam zahvaljam vsem gostom te debate in pa seveda vsem vam, ki ste prišli danes poslušati. Za vse tiste, ki pa želite zdaj le 15-minutni odmor, izkoristite tele sogovornike in vprašate vse, kar vas zanima. Business Speed Networking.